Pes je družinski član. Odlično, da se mi zavedamo, kakšne kompetence nosimo s seboj in kako nam lahko pomagajo pri prostovoljskem delu. Dan tačk pomagačk, ki smo ga določili na Mednarodni dan sreče. Žal smo mi vsi vezani na življenjsko dobo naših kužkov, ki je vsekakor prekratka. Njegova zadnja želja v kliničnem centru je, da pošljem sliko vinarja. Pravi lastnik lahko iz vsakega kužka izvabi v najboljše možne lastnosti. Smo v prazničnem decembru, ko nam je toplina še kako pomembna in tudi potrebna. In zato imamo tokrat v našem studiu najbolj srčno, najbolj toplo in najbolj empatično družbo. Govorili bomo namreč o tačkah pomagačkah. V studiu tako pozdravljam predsednico Slovenskega društva Tačke pomagačke Dušanko Prelc-Premate in podpredsednico Slovenskega krovnega društva ter vodjo Dolenjske podružnice Društva Tačke pomagačke Marinko Srebrnjak s terapevtskim psom in našo največjo zvezdo danes v studiu, vinarjem. Vsem trem dobrodošli. Dober dan. Dober dan. Marinka, in ker ravno govorimo o tačkah pomagačkah, vinar je del tega društva. Za kakšnega psa gre? Tu gre za terapevtskega psa z dolgo kilometrino že v različnih ustanovah, z različnimi uporabniki. Izpopolnjuje mene, izpopolnjuje kjerkoli hodiva, naj si bo to po šolah, vrtcih, domovih starejših, VDC-jih, knjižnicah je pa itak glavna zvezda. Otroci ga obožujejo verjetno tudi zunaj na ulicah, ki je kaj, kjer se srečujejo potem po kakšnem srečanju v knjižnici. Ja, prav gotovo. Je pa to škotski ovčar, ne? Ja, dolgodlaki škotski ovčar. Ki pa je v svoji 12-letni zgodovini pridelal tudi nekaj fantastičnih nagrad na različnih tekmovanjih, kaj? 10,5-letni zgodovini. Aha. Sem ga malo. Vinar je mladinski slovenski prvak, prvak Slovenije in mednarodni prvak. Udeleževal se je tudi nekaj teh razstav, s čimer je pridobil te statuse. Obenem je pa tudi naredil BBH izpit, kar je tudi pogoj, da je lahko terapevtski pes, pa ne samo zaradi tega, ker to je imel že pred tem, ampak psa hočemo čim bolj naučiti, da se vede v urbanem okolju. In seveda, da se ga ljudje navsezadnje tudi ne bojijo, ne? Ja. Ker je v okoljih, kjer so različni odnosi, tako starejših kot otrok do živali. Dušanka, vi ste predsednica Slovenskega društva Tačke pomagačke. Kako se je vse skupaj začelo? Tačke pomagačke segamo v leto 2007. Takrat je bila uradna, formalna ustanovitev društva. So pa že vodnice s terapevtskimi psi delovale že prej, a ne, ni se začelo to nekega dne 2007, so tlakovale pot ustanovitvi društva. Ena od pobudnic je bila Branka Hobič s svojim Guštijem, ki je seveda že pokojni. No, in še malo in bomo praznovali 20-letnico delovanja društva. Ampak od kod pravzaprav ideja Tačke pomagačke? To ni zraslo v Sloveniji, ne? Ne, mislim, da je v tistih časih Branka to prinesla, to idejo iz tujine, a ne. Tukaj je že delovalo eno drugo društvo, ki je še malenko starejše od nas, ampak dela je za vse dovolj, še vedno, ne, tako da žal ne moremo vsega pokrivati in super, da so se takrat ustanovile tačke pomagačke tudi, da smo se širili, v zadnjih letih smo se res smo močno povečali število naših terapevtskih parov. Zdaj imamo 88 šolanih vodnikov, še nekaj pripravnikov, kar pa je zelo lepo, je pa tudi to, da naši mentori, ki so bili prej aktivni terapevtski pari, pa so kužka upokojili ali pa so ga izgubili,
še vedno ostajajo v društvu in aktivno prispevajo k delovanju društva in k usposabljanju pripravnikov. Tako da se mi zdi to ena taka lepa pot za društvo, ki je se gradila čez celotno zgodovino društva, ne. To ni od včeraj. Podružnico imate tudi na Dolenjskem. Tako je. Organizirani smo v 7 podružnic, tako da dejansko pokrivamo celotno Slovenijo. Podružnica na Dolenjskem dela izredno kvalitetno, zahvaljujoč Marinki. Marinka je v zadnjih letih tudi zelo obogatila dolenjsko podružnico z novimi člani in smo zelo, zelo veseli, da je ta del razvit in da se razvija še naprej, ne. Žal smo mi vsi vezani na življenjsko dobo naših kužkov, ki je vsekakor prekratka. In potem se lahko zgodi, da v eni podružnici kar naenkrat upokojijo par kužkov, a ne. Potem je pa že problem z zagotavljanjem terapevtskih psov. Ampak tukaj nam lepo kaže, a ne, Marinka? Ja. Marinka, koliko pa je teh terapevtskih parov na Dolenjskem? Na Dolenjskem je 9 terapevtskih parov. V bistvu smo se obogatili v zadnjih 2 letih, predtem je skozi variiralo število 3 do 4, ne. In upam še na povečanje števila, ker obsega dolenjska podružnica veliko območje, manjka nam kočevsko-ribniško območje, Belo krajino smo letos končno zapolnili, ne. Posavje, povpraševanje je ogromno, imamo tam 2 terapevtska para, ampak vse tam do Bistrice, Obsotli, Zidanega Mosta, Šentvida pri Stični, res ogromno področje pokrivamo. Žal premalo nas je še zmeraj, želimo si več, da... Potreb je torej na trgu kar precej. Preden vas vprašam, kaj vse počnete, Marinka, terapevtski pes ni nujno, da je čistokrven, z rodovnikom, to je lahko čisto navaden mešanček, ne? Ja, lahko je čisto navaden mešanček, ampak mora biti primeren kuža, ne. Kdaj pa se je pri vas porodila ta neizmerna ljubezen do psov? Že od moje rane mladosti. Če pa povem, da ljubezen do škotskih ovčarjev, ko sem gledala, mislim, da pri 5-6 letih, prvi film Lesi se vrača, ne, in takrat sem rekla, moj kuža bo škotski ovčar. Sem mogla čakati kar še enih 15 let, da sem prišla do njega. Ja, jih je že kar nekaj šlo, tudi za Maurico, ne. Moramo vzeti v ozir, da je njihova življenjska doba krajša. Koliko je življenjska doba takih škotskih psov? ovčarjev tam do 15 let. Je pa to zelo zdrava pasma in lahko rečem, da trenutno imamo 4 doma, ni nobenih težav bilo nikoli z nobenim. Wiener je še po nečem poseben, ne? Po barvi. Ja, to je Blue Merle barva, bolj redka barva, čeprav je veliko povpraševanje po takih mladičih, in so. Kakšnega kužka pa imate vi? Moj kuža je pa tale. Čokoladni labrador. Jaz sem se pa odločila za delo pri tačkah pomagačkah zato, ker ko smo ga dobili kot mladička in je videl otroke z vrtca, ki so se sprehajali, one najmanjše, ki se držijo vrvice, a ne, se je usedel na tla in ni hotel več nikamor. In je tako izražal navdušenje nad življenjem, navdušenje nad stikom z ljudmi. In to mi iščemo, ne, pri kužkih. Iščemo to stabilnost, ko ima Wiener, ne, da ga nič ne preseneti, da mu nič ni odveč. In to, da imajo res radi ljudi. Da iščejo stik z ljudmi. Pa tudi ljudje se mi zdi, da morajo biti posebni, takšni, ki sodelujejo s terapevtskimi psi. Ja, poglejte, mi tukaj vstopamo v področje organiziranega prostovoljskega dela, a ne. To ne pomeni, da smo mi prostovoljci, ki imamo 5 minut časa, pa pomagamo sosedi nesti vrečko po stopnicah ali pa nekomu narediti nalogo ali pa nekoga inštruirati. Mi delujemo v društvu, ki je veliko in ki mora zagotoviti neke administrativne dogovore, delovanje in s tem se moramo vsi sprijazniti, ko vstopamo v organizirano prostovoljsko delo, ne. Ni samo to, da bi imeli željo, moramo imeti željo tudi po sodelovanju v društvu.
Vi ste z magistrsko nalogo raziskovali ljudi, ki so primerni pravzaprav za prostovoljce, če se ne motim. Kakšni ljudje so prostovoljci? Nisem raziskovala ljudi, ampak sem raziskovala kompetence prostovoljcev. Zato, ker mi nezavedno prenašamo vsa naša znanja, veščine, lastnosti iz osebnega življenja v poklicno življenje, v prostovoljsko življenje in se na vseh teh področjih nekaj učimo. A ne? In je odlično, da se mi zavedamo, kakšne kompetence nosimo s seboj in kako nam lahko pomagajo pri prostovoljskem delu. Ker pa seveda delujem v društvu Tačke pomagačke, sem se osredotočila na področje naših prostovoljcev in je v bistvu magistrska naloga narejena na podlagi njihovih odgovorov anketnega vprašalnika. Ne? Kaj je pomembno za prostovoljstvo? Empatija, pravilen odnos do živali in do ljudi, do narave v splošnem, neko aktivno državljanstvo, če lahko tako zelo v širokem pomenu povem, sprejemanje različnosti. To je recimo izjemnega pomena. Ne? Tudi upravljanje z našim časom. Mi imamo vsi službe, hobije, družine in moramo znati razporejati svoj čas za prostovoljstvo. Torej, organiziranost je zelo pomembna. Zelo pomembna, zaradi tega, ker prostovoljc lahko tudi izgori. Tega pa ne želimo. Ne? Zato imamo tudi za kužke omejitev, da lahko delajo 2 uri na teden oziroma 3. uro, če ni obremenjujoča, če je to neka družabna prireditev, pa nekaj, kar se kuža sprosti. A ne? Ker ne želimo, da kuža tega ne želi delati, a ne? Želimo, da se kuža veseli terapevtskih ur in tudi želimo, da prostovoljci ostanejo dobrovoljni. Marinka, kakšen odnos pa imata z vinarjem? Kadar je na terenu, kadar je v akciji, kadar dela? Vinar točno ve, ko se oblačem, kam greva. Samo rečem, vinar, danes greva. In z veseljem gre, komaj čaka, ravno tako, zdaj, ko sva šli od doma, skoči v avto, dobesedno čaka na božanje, na dotike, tudi na ljubčkanje, skratka, posrečuje naju oba in vse ostale uporabnike. Kako pa se ljudje odzovejo na te kontakte s kužkom? Vi imate kar precej možnosti sodelovanja na terenu in z različnimi generacijami in z različnimi ljudmi različnih lastnosti. Kako veste, s kom pravzaprav imate na drugi strani opravka? V bistvu v DSO-jih, v DC-jih, bolnica Šentvid, strokoven delavec oziroma delavka najprej vpraša, če se kdo boji kužka. Tisti se odstranijo, če nimajo željo po dotiku, stiku z njim, ga ni. Pa kljub temu se še zmeraj najdejo, da hočejo priti zraven in vidijo po drugih, da je to nekaj zelo ugodnega. Tako da... Kako kuža ve pravzaprav, kako naj se obnaša? To so verjetno kar leta in leta učenja in... Ja, mogoče lahko jaz tukaj dodam eno izkušnjo. Mi sodelujemo tudi s Hrvaško udrugo za šolanje terapevtskih psov in psov vodnikov in so nas ravno zdaj na skupni konferenci vprašali, njihovi kužki imajo čisto drugačen status. Ne? Njihovi kužki se izšolajo in potem se dodelijo vam, če ga potrebujete kot vodnik terapevtskega psa. Mi smo pa vsi lastniki kužkov. Ne? In so rekli, kako vi to peljete, da kuža ve, da ni da gre delati, da ni zdaj, da se ne gre samo božati. Ne? In to je to, kar je Marinka prej rekla. Ne vem, kako nam je to uspelo, pravzaprav, ampak naši kužki vejo, ko se vzame službeni nahrbtnik in ko se oblečejo uniforme, naši kužki točno vejo, da grejo delati. Da to ni zdaj crkljanje. Da gredo v službo, ne? Ja, da grejo v službo. Ja, ja. Kako pa lahko prostovoljec postane, oziroma kuža postane terapevtski pes z vodnikom?
Poglejte, ravno zdaj smo objavili razpis za nove kandidate za pripravnike terapevtskih parov, tako da, če koga zanima na tem področju, je več kot dobrodošel, da obogati Dolenjsko podružnico, a ne, Marinka? Ko testiramo kužke, seveda morajo biti vzgojeni, a ne? Ampak ni to prioritetno, da zdaj ubogajo kot recimo res službeni psi, a ne, ko ubogajo. Pa so zato bolj primerne umirjene pasme? Ne, težko bi rekla. V društvu je 1/4 psov mešančkov, a ne? Potem jim sledijo prinašalci, potem jim sledijo borderji, mejni ovčarji, a ne? Ostalo so pa še druge pasme, a ne? Iščemo mi ta odnos, ki ga imata lastnik in kuža. To je za nas zelo pomembno. In pravi lastnik lahko iz vsakega kužka izvabi v najboljše možne lastnosti. Kako sta vidva začela z vinarjem, Marinka? Lahko povem zgodbo od prej. Začela sem z Glori. V bistvu bila sem na Evropski razstavi 2009 v Celju. Moja Glori je imela takrat BBH izpit. Čutila sem, da je še željna znanja, po letu in pol se ne zaključi, in so bile takrat predstavljene tudi tačke na stojnici. In takrat sem pomislila, to bi bilo zanjo, to bi bilo zame. In tako sva se že v naslednjem letu vključile v šolanje. Glori je razveseljevala do leta 2019, začela sem pa z vinarjem že leta 2018. Pa ste takrat, ko sta bila oba, in Vinar in Gloria, z obema hodili na ta srečanja? Zmeraj samo z enim kužkom se lahko gre. Zakaj? Presodila sem, kater kuža bi bil bolj primeren za oskrbovance recimo ali šolarje. Nikoli ne morete dva kužka delati skupaj. Pa še nekaj mi je zanimivo, ne? Nekateri ljudje se bojijo kužkov, ampak vaši terapevtski psi pa lahko celo dosežejo to, da se ljudje teh strahov znebijo. Ja, v letošnjem letu smo določili, da bo od letošnjega leta naprej obstajal dan tačk pomagačk, ker smo ga določili na Mednarodni dan sreče, ker se mi zdi, da mi prinašamo srečo uporabnikom, tako v res širokem pomenu besede. In na dan sreče smo promovirali naš novi priročnik, naš novi program Odpravljanje strahu pred psom, ker so ga naše članice sestavile s pomočjo psihologin, tako da je res strokovno napisan priročnik in zraven še slikanica. In ta priročnik pelje po korakih do cilja, da se ne bojimo kužka. Kakšne programe pa še imate pod okriljem tačk pomagačk? Terapija s pomočjo psov, to so ciljne terapije, ki se odvijajo predvsem v DSO-jih, varstveno-delovnih centrih, specialnih ustanovah. Tam strokovna oseba ustanove določi, kaj je namen terapije, naprimer ali gibanje ali spodbujanje kognitivnih sposobnosti, določi namen, cilje in meri te cilje. Potem imamo aktivnosti, ki ciljev ne merimo, ampak vsaka aktivnost ima svoj cilj, a ne? Da prinesemo, ne vem, izboljšamo kakovost življenja, polepšamo dan nekomu. Izobraževanje s pomočjo psov, v okviru izobraževanja s pomočjo psov smo člani mreže Šolski pes, potem imamo ekskluzivno pravico v Sloveniji za RIT program, to je branje 1 na 1, ki bistveno izboljša, a ne, Marinka, otrokovo dojemanje branja in željo po branju. Potem imamo še bralne urice, to je pa spodbujanje začetnih bralcev, ki več otrok naenkrat bere enemu kužku, a ne, da se ne bojijo na glas nekaj prebrati, ker kuža nikoli ne kritizira, kuža se nikoli ne smeji, kuža se nikoli ne posmehuje, kuža sam z repkom maha, in ko Vinar poliže knjigo, ne, je to dovoljenje, da lahko to knjigo beremo, in ta knjiga je sigurno v redu. Marinka, branje s kužkom. Običajno nam kuža nekako umakne pozornost, oziroma pozornost je na kužku, ne na knjigi. Kako to vse skupaj shendlati? Tukaj je pa ravno obratno. Otroci, ki nočejo brati, strah jih je brati, imajo tremo pred nastopanjem, se ob knjigi z Vinarjem sprostijo.
vinar dovolj, da se lahko uležejo na njega, se ga čohajo, sedijo, ležijo ob njem, vse to on čuti. Besede takrat gladko stečejo. V bistvu, kdaj je še prehiter koncu. Glede na to, da pravite, da imate tudi te možnosti branja eden na enega, ne? Se pravi en pes, en bralec. Kdo so ti otroci, ki bi bili morda primerni za takšno terapijo s terapevtskim psom? To so otroci, ki jih je strah nastopanja, strah tudi kužkov, imajo težave, tudi motnje čustvovanja na socialnem področju, težko se zberejo. In potem tudi težko berejo, verjetno. Ja. Kakšne pa so? Disleksija, teh je veliko otrok, tako da, ja. Kakšne pa so zgodbe z tega konca, iz domačega okolja? Verjetno jih je kar precej, kaj? Ja, zgodb je ogromno. Najbolj se spomnim Bora, žal je pokojni. Začela sta skupaj z Glori, dejansko jaz sem imela tremo prve ure, on je bil malo slabši bralec, po stavki sva šla v pol ure, mogoče 2 stavka. To se je nadaljevalo leta skozi njegovo osnovno šolo. Zbolel je, oziroma imel je že neko prirojeno motnjo. Njegova zadnja želja, potem je že vinar delal, Glorija je bila že pokojna. Njegova zadnja želja v kliničnem centru je, da pošljem sliko vinarja, ampak žal je prepozno prišla do njega. Je pa tako, ne, Dušanka, da po Ljubljani, kadar se sprehajate s svojim psom, veliko otrok ga pozna. Ja, res je. Mislim, da smo tega kar vsi navajeni, a ne, Marinka? Otroci pa ljudje si naših imen sploh ne zapomnijo, ampak od kužka pa seveda vedo, kdo je. A ne? In se velikokrat zgodi, ko slišim Tor, in jaz gledam okrog sebe, kdo ga kliče, potem pa to mine že nekaj let, ko so otroci bili v stiku s Torom. Ne? Otroci so med tem zrasli, tako da jih jaz več ne poznam in potem moram vprašati, kdo pa si ti, ne, če poznaš Tora. Ja, to se zelo velikokrat dogaja. In kako se vaši psi odzivajo na klice? Prepoznajo. Jaz sem zdaj, midva s Torom sva pospremila na eni osnovni šoli že 2 generaciji na Valeti, a ne, se pravi, brali smo pa v 3. razredu, a ne. In ko so imeli otroci špalir čez šolo, je Tor šel točno k tistim otrokom, s katerimi se je družil v razredu. Tako prepoznajo kužki. Jaz sem imela ta teden to izkušnjo v bolnici v Šentvidu. Vinar je prišel v telovadnico in takoj ena punčka, vinar. Jaz jo nisem poznala, rekla je, par let nazaj sem vinarju brala. In potem so ti otroci ponosni, da ga poznajo. Kakšen odnos pa ima vinar do otrok? Vinar je do otrok izredno empatičen. Ta povezava, ko ga začuti, sploh če je kakšen manko pri otroku, takoj ve. Kaj pa z ostarelimi? Isto. Pravim, da je on res en indikator za ljudi. Kaj pa imajo starejši ljudje najraje, naprimer, kadar obiščete domove starejših po Sloveniji? Kaj je tisto, kar te ljudi najbolj prepriča v sodelovanje z živaljo? Pogrešajo dom, doma so ponavadi imeli kužke in prihod kužka jih povrne nazaj v njihovo mladost, potem jih radi božajo ti dotiki, ne. To sprošča emocije. Pes pa to tudi čuti, ne, in se tudi odzove in ponavadi še komu skoči v naročje. Kako pa poteka testiranje kandidatov? Bi še nekaj dodala na Marinkino, da
kuža pomaga tako otrokom kot odraslim ljudem ubesediti čustva. Tako starejši v domu starejših občanov ali v kakšnih drugih centrih preko kužka izražajo neko svoje občutke in čustva, ne? In otroci enako. Testiranje poteka pod vodstvom komisije za testiranje, in sicer so kužki morajo prinesti, vodniki, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da nima status nevarnega psa. Na vpogled, pač to je prva varnostna zadeva, ki jo moramo gledati, a ne. Potem pa kužke testiramo na različne moteče momente v prostoru, na primer invalidski voziček, birgle, nenavadni zvok. Naši uporabniki s posebnimi potrebami dostikrat delajo nenavadne gibe ali pa imajo nenavaden način govorjenja, a ne. Kuža na to ne, da ne sme reagirati, pričakovano je, da se kuža obrne, s tem ni nič narobe, ampak ne sme panično reagirati ali pa tako, da bi agresivno, ne. da bi bil v stresu, a ne. Ta kuža pač ne bo v redu terapevta, ne. To, da se obrne za nečim novim, s tem ni nič narobe, ne. Hvala Bogu, se je živo Torej, to je ta bitje, ne. prva stopnička. Kaj pa Tako. potem naprej? No, potem sledi pogovor komisije z vodnikom, in če je vse uspešno opravljeno, dobi mentorja pripravnik in z mentorjem opravi 25 pripravniških ur. Preden pa začne s pripravniškimi urami, pa mora opraviti 4-dnevno obvezno izobraževanje, ki je vse v Ljubljani, in spletno izobraževanje priprave psa na terapevtsko uro. To so pa take vaje, ki jih vsak lahko dela doma brez dodatnega stroška. Na primer, tako kot je bil Vinor, da skoči na stol, a ne, sedaj ena nedrseča podloga, da kužku ne zdrsne, da se ne boji, in ga naučimo, da skoči na stol in iz stola dol. To so vaje, ki ne povzročajo nobenega dodatnega stroška vodniku, a ne. Tako da proces traja najmanj pol leta. Je kar zahteven, tudi najbolj naporen, ker se je treba prilagajati mentorju, ustanovi, ki je razpoložljiva svojemu času, potem po opravljenem izpitu pa vsak najde področje, kjer se nekako najbolj vidi oziroma vskoči tam, kjer je potrebno. Kje pa vaši prostovoljci najraje sodelujejo, Marinka? V bistvu sodelujejo ti, ki so šolniki, zelo radi v šoli, knjižnicah, drugače pa ni problem, ne. Koliko ste rekli, da imate terapevtskih psov in vodnikov tu v Dolenjska podružnici? ima 9. To je kar precej lepa številka, kljub temu, da bi potrebovali jih Ja, verjetno več, Ja, ne? ja. Potrebe raznih ustanov so čedalje večje, ne. Imate vi, poleg Vinarja, še kakšnega psa, ki bo morda Vinarjev naslednik pri takšni dejavnosti? Ja, izlegla pol leta staro Enjo. To je Vinarjeva nečakinja in upam, da čez 2 leti bo ona naslednji terapevtski pes. Marinka, s čim se pa še ukvarjate? Vem, da ste izjemno ustvarjalni, vem, da imate radi naravo. Kaj je še tisto, kar vas razveseli? Razveseli me moja družina, otroka, vnuk, Izak, pa živali. Živali, ta dotik, mehkoba, zemlja, čutim energijo, ko brskam po zemlji. Imate krasen vrt, radi pečete, ne? Ja. Imate zdaj več časa, ko ste v pokoju? V bistvu pravijo, da imam časa še manj, samo mogoče sem si preveč zadala. Lahko pa rečem, da sem zelo dobro organizirana. Hodim pozno spat. Na koncu v postelji je moja spremljevalka knjiga. Kaj pa Vinar? Je Vinar tisti, ki vam kdaj kroji, kakšen bo dan? Ja, Vinar je tisti oziroma uporabniki. Začne se že zjutraj, ne? Ja. Z rednim sprehodom. Ja. In kako potem izgleda čez dan, kadar nimata obveznosti? Kaj počnete? Ja, Vinar rab že več počitka. On si vzame, če je treba, gremo na Gorjance, krajši sprehod, ampak nikoli sam. Še zmeraj je v družbi psičk, njegovi spremljevalk. Je on zdaj najstarejši v našem klanu.
Dušanka, pa imate občutek, da imajo ti terapevtski kužki daljše življenje? Pa ne vem, če bi lahko rekla ravno to. Lahko pa trdim, da mi res skrbimo za naše kužke, a ne. Mogoče na določenih področjih bolj kakor povprečni lastnik psa, a ne. Mi imamo redne veterinarske preglede 2-krat na leto, a ne. Potem, ko se kuža stara, marsikdo od nas kužka pelje tudi na redne preglede krvi, ne, na krvno sliko. Zelo skrbimo ali je njihovo gibanje še ustrezno, a ne. Tako da mogoče to tudi doprinese k temu, da so kužki dolg časa fit, no, tako. Sodelujete tudi s Slovensko filantropijo, ne? Ja, smo člani Slovenske filantropije, sodelujemo posebej na področju izobraževanja mentorjev. To smo zelo hvaležni in zadovoljni. Sodelujemo tudi s CNVOS-om, tudi na področju izobraževanja. Tako da jaz mislim, da z teh 2 organizacij je velika podpora nevladnim organizacijam. Velika in kvalitetna podpora. Kako se pa financirate? Od kod denar za vse to, da lahko počnete to, kar želite? Financiramo se predvsem z sponzorskimi sredstvi. Smo zelo hvaležni za 2 dolgoletna sponzorja, Sandoz, Lek in Triglav. Potem z drugimi sponzorji še, občasnimi ali rednimi. Potem z donacijami. Potem smo vzpostavili v letošnjem letu SMS donacije, tudi navedeno tam na koncu koledarja. To je taka zelo preprosta oblika, transparentna oblika, s članarinami in seveda tudi z procentom dohodnine, ki nam ga To pa je zdaj ravno pravi čas za to, Ja, da se tako je, odločimo. ravno pravi čas, tako. Ravno pravi čas za nameniti procent dohodnine in da se prijavite za testiranje za terapevtskega pripravnika. In seveda morda, da si nabavite koledar, Tudi. ga izdate vsako leto. Vsako leto izdamo koledar in vsako leto izdamo revijo. Revija je pripravljena kar z veliko pozornostjo. Noter so strokovni članki, ampak napisani na tak način, da marsikateremu lastniku psa lahko precej pomagajo pri kakšnih težavah, no. Marinka, pa če se še vrneva v te lepe zgodbe z Dolenjske, Bele krajine in Posavja, kakšen je odziv teh ljudi, ki jim je terapevtska pomoč namenjena? Ta odziv je izredno pozitiven. Najsi bo to s strani učencev, posledično tudi staršev, najsi bo to bolnice, potem DSO-jev, VTC-jev, knjižnice, šol, vrtcev. Kakšen pa je vaš občutek, ko opravite eno tako lepo prostovoljno delo? Izreden občutek. Dostikrat imam solze v očeh, ko nekomu lahko nekaj dam, pa ne samo jaz, Vinar. On je tisti glavni, ki jim daje. Kakšen red pa ima Vinar doma, glede na to, da ste zelo empatični, da ste polni ljubezni? Ali Vinar pri vas spi? Dostikrat na postli. Ja. To je normalno, a ni za ljudi, ki imajo pse, je to nekaj čisto običajnega, se mi zdi. Ja, Če ja. lastniku psa to prija in psu prija, jaz ne vidim nobenega razloga, zakaj ne. Kaj bi pa vi kot predsednica Društva Tačke pomagačke v zakonodaji spremenili? Se vam zdi prav, da so na trgovskih centrih nalepke psu prepovedano in tako naprej? Saj jaz mislim, da je tega vedno manj, če smo pošteni, a ne? Ampak pes je družinski član. Je čuteče bitje, ki nam pomaga v težavah, ki nas razveseli. Že sam božanje kužka, ne, nas umiri, a ne, Marinka, in prinese na tako posebno energijo. Se pravi, da tudi tisti, ki tega še ne razumejo čisto dobro, bodo počasi morali razumeti, a ne, da če želijo mene kot potrošnika, potem spada tukaj tudi moja družina. In kuža je družinski član. Pa še nekaj me zanima, bliža se novo leto, bližajo se dnevi, ko bo verjetno spet v zraku slišati veliko pokanja.
Na kakšen način lahko kužku pomagamo oziroma mu zmanjšamo ta stres, ki ga doživlja ob nenadnem pokanju? Tako da ne pokamo. Ja. Predvsem, da je z nami, da čuti našo bližino. To je najbolj pomembno. Ja. Imate še vi kakšen nasvet? Jaz mislim, da smo kot družba počasi začenjali razumeti, kako je to škodljivo za naravo. Saj ne samo za naše kužke, tudi za ptice, pa za druge živali. Ne? Pa tudi ne vem, ali je potrebno trošenje denarja v ta namen. Saj praznujemo lahko tudi brez tega. Kakšne pa so želje tačk pomagačk? Kaj bi si želeli? Želje tačk pomagačk. Kaj bi si želeli, Marinka? Da ostanemo zdravi, da ostanejo naši kužki dolgo časa z nami. Da uspešno delujemo na področju Slovenije še naprej in da se pričenja tudi povezava s tujino. Na kakšen način lahko sodelujete s tujino? Kje so te možnosti? Predvsem trenutno v izmenjavi dobrih praks. Ker ni enovitega programa, tako če že govorimo o Hrvaški, imajo oni popolnoma drugačen sistem, ampak ko se pogovarjamo, izzive imamo pa enake. Ja, in glavne zvezde so enake, to so psi, ne? Tako, ja. In tudi rezultat je enak, ne? To, kar se oseba, saj to z Marinko tako dobro veva obe, oseba, ki se leta ni nasmejala, pa končno pride kuža na obisk, se oseba nasmeji, to je neprecenljivo, ne? Novinar je sicer družinski kuža, ne? Ja. Kakšen odnos pa ima doma, oziroma kaj se doma dogaja? Je tudi doma tako crkljiv, hrepeni po čohanju, po božanju? Ja, doma je isti. Ko hoče imeti pa mir, se umakne, da spi, takrat se umakne. Všeč mu je tudi igra z ostalimi kužki. Ja. Tudi vaš kuža? Ja. Tor je prav takšen? Ja, Tor je mogoče malo bolj živahen od Vinarja. Tor ne vem, če bi takole primersko sležil, ampak bi skozi okrog hodil, pa vas probo prepričati v kakšen priboljšek ali pa v kakšno boženje. No, pobegnil nam je stole, ne? Ja, seveda, sej Ja. to bo ni tako Neudobno, udobno. zelo da bi- neudobno, Ni ja. njegov naravni položaj. Res Ne? je. Verjetno bi Vinar precej dlje vztrajal, če bi bila tukaj ena naloga, ki jo mora on opraviti. Ne? Ampak tle je pa nekaj časa sedel, potem pa naloge ni bilo in on ni videl več smisla v tem, Ja. ne? Zakaj mora tukaj sedeti. Ne? Pameten pes. Ja, a ne? seveda. Tako, načrti so verjetno obetavni tudi za leto 2026. Kaj načrtujete v društvu? V društvu vsako leto načrtujemo zelo veliko izobraževanj, ker ko postaneš enkrat terapevtski par, ne pomeni, da si končal z izobraževanjem, ampak vedno znova se izobražuješ. A ne? Za začetek leta najprej sprejem novih kandidatov za pripravnike, potem nas čaka že pomladno izobraževanje, potem smo se odločili, da bomo imeli zdaj društveno druženje v pomladnem mesecu, da se malo bolj povežemo z vseh podružnic. Poletje je poletje zatišja, ker naši kužki ne delajo veliko, razen na odprtem prostoru, v senci, zgodaj zjutraj, ampak načeloma jih probamo majčkeno prihraniti in to vročino, pa predvsem vožnje v avtu. No, tako. Jesen pa začnemo spet z izobraževanjem mentorjev, posebnimi izobraževanji in je leto okrog. Kaj pa čaka Dolenjsko podružnico? Dolenjsko podružnico čaka en kup obiskov v različnih ustanovah, želimo si še kakšen nov terapevtski par. Če bo to izobraževanje, bojo pripravniške ure, predvsem si pa želimo, da bojo naši kužki še dolgo z nami, zdravi, pa mogoče bomo malo pripomogli tudi priprave za 20. obletnico društva. Ja. Ki jo boste slavili? Bomo slavili, ampak se moramo še odločiti, kako jo bomo slavili. Imamo še malo časa, ampak smo že začeli razmišljati o tem. Ja. Marinka, še to me morda zanima, kar se vaših kužkov tiče. Kaj pravzaprav takšno delovanje in takšna povezava s človekom za psa pomeni? Jaz mislim, da tudi psa obogati. Tako, kot kuža nas, je tudi obratno. Pes se dobro počuti.
so z nami, želijo se biti tudi pri delu, pri sprehodu, pri čuvanju ovc, kokoši, so le ovčarski psi. Čutijo, da morajo domačijo čuvati. Hišo, ja, vse skupaj. In kdaj začnete s testiranji? Začnemo v drugi polovici januarja. Kandidati se nam pa lahko prijavijo do 7. januarja, tako da je prijavnica je že zunaj. Nekaj je že prijavljenih, to smo zelo veseli. V ta namen smo imeli tudi prek Google Meets en tako javno predstavitev društva, ki je lahko vsak prisoten na povezavi, da razložimo take osnove o delovanju društva, ne, ker ne predstavljajo si vsi ljudje enako, kaj to pomeni. Mi vsi vlagamo veliko svoje energije in časa v delovanje društva in v delovanje terapevtskih parov. Marinka, kako pa vas lahko kontaktirajo, če bi želeli, da pridete na obisk? Nas najdejo preko info.pomagačke, veliko povpraševanje je tam, drugače je v knjižnici, šole, sploh pa smo prepoznavni in nas ni težko dobiti. Smo vse povedali? Lahko bi še marsikaj govorili o naših kužkih, nedvomno, ampak osnovne stvari pa smo povedali. Ja. Hvala za obisk, hvala za ta kratek klepet in pa veliko užitkov, ne samo v decembru, pač pa tudi prihodnje leto in naj bo čim več novih članov, čim več srečnih kužkov in veselih prostovoljcev. In srečnih uporabnikov. Tako. Hvala lepa. Srečno. Hvala tudi vam za pozornost in razmislite, morda pa bi ta način prostovoljstva zanimal tudi vas in vašega kužka.